Dragi poslušalci, drage poslušalke, ena pomembnejših znamenitosti Goriške je podoba Svetogorske Matere Božje. Tokrat ponavljamo oddajo Kdo smo? O dramatičnem begunstvu znamenite slike kronane Svetogorske Marije z detetom med drugo svetovno vojno in o političnih zapletih za vrnitev slike na Sveto Goro nad Novo Gorico. Ivan Merljak je oddajo posnel leta 2008, v njej pa govorijo tudi tedaj še živeči akterji, ki so bili vključeni v reševanje slike pred fašisti. Ego autem steti in monte sicut prius. Ali po naše, jaz pa stojim na gori, kakor prej. Tak je napis na pročelju velike svetogorske bazilike nad Novo Gorico, posvečene Materi Božji. Napis, za katerega njegovi snovalci najbrž niso mogli vedeti, da se bo v poznejši zgodovini še kako potrdil. Svetogorska podoba Marije Kraljice je bila kar nekajkrat begunka, če lahko uporabimo tak izraz. Za mnoge pa sta bila velik napor in tveganja, ki so jih vlagali za rešitev slike pred grozotami obeh vojn, nerazumljiva, saj je bilo v cerkvi veliko materialno vrednejših dobrin. Priznam tudi zame, dokler nisem pomislil na simbolni pomen Marijine podobe za Slovence. Naš narod je v krščanskem svetu znan kot velik častilec Matere Božje. To je tudi razumljivo, če poznamo zgodovino pokristjanjanja naših prednikov, mi je potrdil profesor zgodovine in geografije, župnik na Slapu pri Vipavi, prelat Franc Kralj. Ne pozabimo, da se je pokristjanjanje Slovencev izvršilo iz Ogleja in tam je cerkev posvečena Devici Mariji. Čiščenje je nekako bilo prirojeno redovnikom, ki jim rečemo benediktinci, ki so nekako veljali v tistem času za glavne nosilce krščanske blagovesti po Evropi. Tudi pri nas. Bil je tudi samostan v Štivanu pri Devinu, odkudar so v začetku 9. stoletja širili krščansko blagovest in čiščenje Matere Božje. Prva verska središča krščanska na Slovenskem so se odvijala v krajih, kjer so bile postavljene cerkve Marije v nebovzeti. Torej, to čiščenje je nekako povezano s sprejetjem krščanske blagovesti in zato seveda tudi globoko vsidrano v zavesti naših prednikov. Eno takih verskih središč se je že zgodaj razvilo na Skalnici, kakor se je sprva imenovala skoraj 700 metrov visoka vzpetina nad reko Sočo pri Solkanu. Začetki Svete Gore segajo globoko v srednji vek, še pred dogodkom iz leta 1539, ko se je Marija prikazala pastirici Urški Ferligoj. To je bila, kot vemo, iz arheoloških ostankov že prej cerkvica Matere Božje. Marijino prikazovanje je samo poživilo že obstoječe češčenje Device Marije, je dejal profesor prelat Franc Kralj. Svetogorski frančiškan, pater Pavel Krajnik, ki ve zgodovino svetišča do potankosti z vsemi datumi in podrobnostmi na pamet, pa je omenil, da je bila cerkvica na gori že v 13. ali 14. stoletju, kot potrjujejo pisni viri v Dunajskem državnem arhivu. Najbrž pa še prej. Toda prava zgodovina roman k Mariji na gori pa se dejansko začne leta 1539, ko se je 12-letni pastirici Urški Ferligoj iz Grgarja, ki je na Skalnici pasla ovce, prikazala Marija z Jezusom v naročju in ji v slovenščini naročila: "Povej ljudstvu, naj mi tukaj hišo zida in me milosti prosi." Preprosti ljudje so Urškini zgodbi hitro verjeli in takoj začeli romati na Skalnico. Predstavniki oblasti pa ne, zato so jo večkrat zaprli v ječo, a je Urško Marija 3-krat čudežno rešila iz ječe. 2 leti po prikazovanju so začeli na Skalnici zidati novo Marijino cerkev.
Posvečena je bila 12. oktobra 1544 in še istega leta je oglejski patriarh Marino Grimani podaril cerkvi znamenito Marijino podobo, poslikano na lesu, je povedal pater Pavel Krajnik. Prav tisto Marijino podobo, ki je potem morala večkrat v begunstvo. Toda zakaj so bile cerkvene in posvetne oblasti sprva nastrojene proti, sem povprašal profesorja Franca Kralja. Od tedaj naprej se je to češčenje poglabljalo, tudi zaradi izrednih dogodkov, ki so spremljale romanja ljudi na to, kot so takrat rekli, sveta gora, ne več skalnica. Sveta zato, ker so se dogajale izredne stvari, ki so ljudi versko vznemirjale in hkrati poglabljale molitveno držo. Takoj na začetku so bile težave strani takratnega porajajočega se protestantskega gibanja. Kot vemo, je nosilec tega pri nas bil Primož Trubar, ki ni gledal s prijaznimi očmi na to češčenje. V skladu nekako z bolj racionalističnim pogledom na svet so take čustvene izlive imeli za degradacijo pravega češčenja Boga, ki mu edinemu gre češčenje. Materi Božji po toliko, kolikor je pač mati Božjega Sina odrešenika. Nasprotovanje je bilo tudi iz cerkvene strani, tudi zato, da prepreči morebitne očitke, ki bi nastali z nasprotne strani in seveda dali povod za napade na lahkovernost, ki spremlja katoliško gibanje. In zato seveda je tudi cerkev gledala zelo kritično na ta pojav. Kot vemo, so tudi Urško ponovno zasliševali, jo celo zaprli, preden so to le sprejeli kot znamenje Božje navzočnosti. Tako da je to češčenje potem dobivalo iz leta v leto vedno večji poudarek, posebej, ko so na Sveto goro prišli iz Bosne frančiškani, odkot so jih pregnali Turki, in tako bili redno na razpolago ljudem, ki so prihajali na Sveto goro po tolažbo. Tudi cerkev, ki so jo zgradili po Urškinem naročilu, je čakala težka usoda, je poudaril pater Krajnik. Jožef II., avstrijski cesar, je leta 1786 zatrl Božjo pot tudi na Sveti gori, kakor je druge, tako je tudi to Božjo pot zatrl. Frančiškanov pa ni razpustil, ampak jim je dovolil, da vse to prenesejo v Gorico in so bili tam do leta 1811. Na Sveto goro so pa prišli frančiškani leta 1901. Med prvo svetovno vojno je bilo na Sveti gori vse porušeno, cerkev in samostan. Takoj, ko se je vojna pričela 1915, so morali frančiškani oditi. Po vojni je bilo to vse porušeno. Nadškof Frančišek Borja Sedej je ustanovil družbo za zidanje cerkve in samostana na Sveti gori in so se zidali zasilno kapelo. Med prvo svetovno vojno je bila tu Soška fronta in svetogorsko kraljico so še pravočasno umaknili v begunstvo. V Ljubljano se so cerkev leta 1915 razdejale italijanske granate. Po vojni so Slovenci na predlog goriškega nadškofa in velikega Slovenca Frančiška Borgije Sedeja začeli zbirati denar za obnovo cerkve, a ga med ljudstvom, ki se je vrnilo na porušene domove, nikakor niso mogli zbrati dovolj. Sezidali so le skromno kapelo, uredili dostopno cesto, umaknili ruševine do temeljev predvojne cerkve ter očistili prostor. In na ta prostor se je 2. oktobra 1922 v veliki slovesni procesiji iz Gorice vrnila Marijina podoba spet na svoje prvotno mesto.
Nikakor ne brez političnega ozadja in ozkih nacionalističnih ciljev se je finančno potrudila nova italijanska fašistična oblast, kajti Primorska je bila po prvi vojni priključena k Italiji, ter zgradila novo veličastno baziliko. Kako preroško je zvenel že omenjeni napis na pročelju cerkve, bomo zvedeli pozneje, čeprav je bil zamišljen povsem drugače, kot krona minulim časom, ne pa tistim, ki so še morali priti. In Italijani so hoteli vse Slovence tukaj poitalijančiti in so zato uporabili vsa sredstva, tudi cerkve, tudi Božjo pot na Sveti gori. Tako dolgo so pritiskali na Vatikan, da je odločil, naj Božjo pot na Sveti gori upravljajo italijanski frančiškani iz mesta Trento. In leta 1924 so morali slovenski frančiškani zapustiti Sveto goro in prevzeli so jo italijanski. Načrt za baziliko je izdelal arhitekt slovenskega rodu Silvano Barič, a to ne spremeni dejstva, da je Sveta gora med fašistično okupacijo Primorske dobila nacionalistični prizvok, ki si ga ni želela. Profesor Franc Kralj namreč poudarja predvsem njen večni mednarodni vidik. Sveta gora se geografsko nahaja na ozemlju, ki meji na Furlanijo. Se pravi, gre za stičišče med slovenskim, če hočete slovanskim, svetom in romanskim, furlanskim oziroma italijanskim svetom. V tistem času, ko je Goriška bila enotna dežela, ko ni bilo političnih meja, ampak območje, kjer so tudi takrat vsi ljudje, ne glede na svojo nacionalno pripadnost, bili povezani v Goriško deželo, ki je bila del takratnih avstrijskih pokrajin. Vsi smo imeli istega vladarja, isto cerkveno vodstvo, zato je to svetišče nudilo duhovno oskrbo tudi različnih govoric in tudi narodnih tradicij. Zaradi slovesa so na Sveto goro prihajali ljudje iz avstrijskih, slovenskih dežel, Kranjske naprej, Koroške, celo Štajerske, da ne govorim seveda o Tržaškem, v Istri in seveda tudi iz Furlanije tja do Benetk. Svetišče je postalo zbirna točka verskega utripa. Nenazadnje je patriarh Grimanij bil tisti, ki je podaril znamenito podobo Marije z Jezuškom. Tu seveda je tudi dalo pečat temu svetišču, ki je že na začetku postalo ne samo slovensko, to bi bilo preozko gledanje, ampak mednarodno, srednjeevropsko, v tistem času najbolj znano in najbolj tudi obiskovano. Mene je najbolj zanimalo zadnje begunstvo svetogorske kraljice sredi druge svetovne vojne, ki je bilo sprva kot akcija reševanja, se sprevrglo v krajo in se naposled končalo s slovesno vrnitvijo. Povprašal sem profesorja Kralja. Septembra leta 1943 je Italija sklenila premirje z zavezniki. Ko so Italijani odšli, so partizani prišli tudi na Sveto goro in odpeljali italijanske patre. Ob teh patrih je bil tudi edini Slovenec pater Kozlevčar, znameniti pričevalec slovenstva na Sveti gori za časa italijanske okupacije. Odpeljali so jih in jih privedli v Ajdovščino. Tam so jih imeli v zaporu. Župnik Bratina ve povedati, da ga je nekega dne obiskal partizan in mu rekel, da imajo v zaporu neke moške, ki pravijo, da so patri. In prav tedanji župnik Dušan Bratina, ki v pokoju in visoki starosti 95 let živi v Šempetru pri Gorici, je bil kot goreč Marijin častilec, pobudnik reševanja njene svetogorske podobe. Sam se dogodka kot avtentična priča takole spominja. Se še spominjam od leta 1943, ko so prišli partizani v Ajdovščino, in so mi prišli povedati, da so v ajdovskem zaporu vsi redovniki iz Svete gore
in oblečeni pol redovniško, pol civilno. In zato so me vprašali partizani, če jih poznam, če so res redovniki. In so jih iz zapora pripeljali v staro župnišče v Ajdovščini, kjer sem stanoval. In sem odgovoril tem partizanom, da so res redovniki. In so jih vse spustili. Med tem pogovorom smo slišali grozno hrmenje, bombardiranje iz Stare Gorice. In ko so bili še nekateri patri tam pri meni, sem rekel njim, da je v nevarnosti Sveta Gora kot v prvi svetovni vojni. Da je nevarno, da bo tudi podoba zginila. In kdo bi pa šel jo iskat, če se cerkev podere pod bombardiranjem. In se je javil nek tovariš z Maho, zelo simpatičen, in je rekel, jaz grem iskat. Ja, kako? Ja, pa saj imam avto. In je z veliko brzino, tako da se je makadam začel kaditi, zbežal proti Lokavcu, iz Lokavca vrna pred mejo, izpred meje čez Trnovski gozd. In ko je prišel na Sveto Goro, smo rekli, da je že župnik Filipič odnesel podobo v Grhar. In tam je dobil to podobo, naložil na svoj avto in skozi Trnovski gozd pripeljal nazaj na predmejo. In od tam je telefoniral dol v Ajdovščino. Lepa gospa je tukaj. In bo prišla k vam tekom pol ure. In sem kazal zvoniti na vse zvonove in res je prišla. In smo jo dali gor nad glavni oltar v Ajdovski cerkvi. So prišli tudi partizani noter v cerkev. Ja, in tam so takoj začeli romati mnogi v cerkev častiti to podobo. Drugi dan je prišla pa nezgoda. Nad Ajdovščino je krožilo nemško letalo. Partizani v svoji veliki vnemi so streljali nanj, letalo se je oddaljilo. Naslednji dan pa je prišlo drugačno letalo, ki je seveda začelo spuščati bombe, in ena od teh bomb je prav v času, ko je župnik, ki je bil sicer skoraj da stalno navzoč v cerkvi, ustrepetal, ker so šipe popokale, cerkev se je dobesedno omajala, ker je bomba padla v bližini. In kaj sedaj? Ko so Nemci napadli, sem se bal, da bo cerkev razbili. Sem je prosil cerkveno pomočnico Jožo Lulik, da bi jo nesli v njeno hišo. In smo jo nesli gor v Gradišče. Drugi dan pa so že Nemci prišli v Ajdovščino. Ko sem slišal, da Nemci hodijo po vseh hišah kontrolirati, kakšni ljudje, kdo so, sem rekel, naj bi to podobo vzeli proč iz hiše v Gradišču, da ne bo tam zginila. In sem vzel eno rjuho, zavil to podobo, dal na rame in sem jo nesel dol iz Gradišča proti Ajdovski cerkvi. In ko sem prišel dol do potoka Lokavčka, sem zagledal 10 ali 12 nemških tankov. In sem mislil, moj Bog, zdaj bo kar bo. In sam sem nesel to podobo dol. In ko sem zagledal te Nemce, sem se obrnil k Mariji, k podobi in sem rekel, ti varuj mene, jaz bom varoval tebe. Če boš ti varoval mene, bom jaz varoval tebe. In tako sem šel proti tem nemškim tankom in niso streljali.
Vrnil se je v cerkev in tam so ga Nemci aretirali in zaprli za nekaj dni, a je lahko še prej Marijino podobo spravil na varno. Ker je bila nevarnost, da bodo Nemci bombne napade nadaljevali, so Marijino podobo prenesli v kapucinski samostan v Vipavskem križu. Od tam je našla pot na kapelo pri Gorici, kjer je bila do februarja leta 1946. Tedaj so, menda na prošnjo Goričanov, Marijino podobo prenesli v goriško stolnico, da bi se Gorica poslovila od Marije, je rekel pater Krajnik. Tam je bila v stolnici do 6. junija 1947, tedaj bi se morala naslednji dan vrniti na Sveto Goro. Italijanski nacionalisti so to zvedeli in v noči od 6. do 7. junija so italijanski nacionalisti, 3 so bili, naskrivaj odnesli svetogorsko Marijino podobo v stanovanje enega izmed teh. Krono slike so pustili na oltarju, zato so vsi vedeli, da to ni bila navadna tatvina, ampak da je bil namen preprečiti prenos na Sveto Goro. Nadškof je zagrozil, da bo tatove izobčil, če slike ne vrnejo. In ti so se z njim pogodili, da bodo sliko vrnili, toda izročili naj bi jo Vatikanu. Tam se je sled za njo izgubila. V Rimu pa je bil tudi pater Gracijan Herič, ki je bil prej v Ameriki. V Vatikanu je srečal dobro obveščenega znanca, Američana. Tam mu je povedal, da so nacionalisti skrili neko podobo Marije, češ da bi jo obvarovali pred komunisti. Pater Gracijan je takoj vedel, za katero podobo gre, pa tudi, da na Sveti Gori Mariji ne grozi nikakršna komunistična nevarnost. Dosegel je, da so vatikanske oblasti februarja 1950 podobo svetogorske kraljice izročile patru Hugu Brenu. Ta jo je odnesel v varstvo šolskim sestram, ki so bile Slovenke. Toda slika je bila, kot rečeno, naslikana na lesu in že v slabem stanju. Zato jo je bilo treba obnoviti in prenesti na platno. In v Vatikanu so imeli najboljše restavratorje, je poudaril profesor Franc Kralj. Za to stacijo so finančno poskrbele oziroma podprle Aleksandrinke, slovenske žene in dekleta, ki so službovale v Egiptu in se s tem pravzaprav zapisale v zgodovino kot častilke Matere Božje. Od tod je potem iz Rima prišla v Beograd, iz Beograda v Ljubljano in iz Ljubljane na Sveto Goro. Kar zadeva izvedbe prenosa Matere Božje iz Rima v Jugoslavijo, ima nedvomno velike zasluge pater Roman Tomidec, frančiškan, ki je takrat prišel v Rim, vzpostavil vse potrebne stike z diplomatskimi predstavništvi takratne Jugoslavije v Rimu, dobil vsa potrebna dovoljenja, da je potem to Marijo pospremil na poti v Jugoslavijo in potem tudi na Sveto Goro. Seveda, sam povratek leta 1951 ima tudi svojo zgodovino, če smem takole reči. Takrat je bil apostolski administrator pri nas dr. Mihael Toroš, ki je v nekem smislu bil persona grata, se pravi, po volji takratne oblasti, in zato seveda je tudi takratna oblast dopustila, da se je Marija vrnila na Sveto Goro, tudi s pričo ugleda, ki ga je ta podoba imela pri ljudeh, a ne? Toliko so bili politiki in diplomati, da so vedeli, da ne smejo preveč ovirati tega ljudskega hotenja, te ljudske volje, vendar vemo, da so tudi takrat nastali nekateri neljubi dogodki. Recimo vlaki prepolni ljudi, ki so ostajali na postajah daleč od Gorice. In ljudje so bili potem prisiljeni, če so hoteli priti na Sveto Goro, pobrati pešpot, a ne. Tudi drugačna nagajanja, a ne, preverjanje takratne milice in tako naprej, da bi v ljudeh nekako ubili to voljo, gremo na Sveto Goro. Kljub temu, a ne, pa tega niso mogli. Zbrala se je za tiste čase, vemo, veličastna množica, ki je z navdušenjem pospremila to Marijo. In jo potem, če se sme takole reči, ustoličila na gori, da se je uresničilo to, kar piše na pročelju
ego autem steti in monte sicut prius, jaz pa stojim na gori, kakor prej. Oddajo Kdo smo, ki ste jo pravkar slišali, so ustvarili avtor Ivan Merljak, napovedovalca Igor Velše in Natalija Sinkovič ter glasbeni opremljevalec Mihael Kozjak.